V začetku se je pojavilo nekaj pametnjakovičev, ki so rekli, ta pa ta prvak bi pa sigurno naredil to boljš kot strel, pa bi bil hitrejši, pa lažji je. Potem so poprašali te prvake, pa so rekli, da niti približno ni tako. Ne? V čem je razlika med tabo pa enim svetovnim prvakom na recimo 1500 metrov? No, razlika je ta, da jaz dogodek speljem od začetka do konca, realiziram dogodek, ki ga ljudje tu pričakujejo. Lotevam se stvari, ki so jih nekateri začeli pa ne končali. So plavali Donavo in nisem naredil, sem jaz naredil. So plavali Mississippi že 80 let pred mano, ga niso naredili. Zakaj ga niso? So plavali Yangtze Kiang, so vsi umrli. Umrli? Vsi, Kitajci so mi to, lokalni ljudje, pa je pet domov, dok si še živ. Umrl boš tako, kot vsi ostali tukaj, vsi so umrli. Amazonke se ni lotev noben, ki je najnevarnejša reka na svetu in tako naprej. Zakaj so umrli? Plavati Yangtze Kiang je skoraj nemogoče, te kanjone preplavati. To je hudo. Jaz sem ga uspel premagati zato, ker sem imel tako moč, da sem si organizacijo postavil tako, kot je meni pasal. In cela Kitajska, od vrha, od predsednika vlade smo šli vsi na roke preko naše ambasade in Jelka Kacina, ki je delal z mano. Smo bili toliko močni, da smo se lahko prvočili tako organizacijo, ki je mene živega pripeljala čez te strahotne kanjone. Pa misliš, da si fizično tako močan ali psihično tako močan? Ja, fizično sem jaz čim močan, seveda, ampak plavalcev boljših od mene in na svetu ogromno. Ja, medtem ko psihološko toliko zreli, kot sem pa jaz, jih pa sigurno ni. Zakaj recimo en svetovni prvak ne bi mogel tega splavati? Prva stvar, ki je odločilna za take stvari, ki jih jaz delam, je zdravstveno stanje. Enostavno moraš biti zdrav, ne sme zboleti. Jaz sem začel plavati Donavo, moj glas je spremenil, treba sem še vprašanje, kdaj bom zbolel. To sem bil čist zarus, tam po domače povedano. Voda ni imela več kot 14 stopinj, začel sem 10 in to je bilo že 1500 km. Moja temperatura je padla na 32 stopinj. Jaz sem še vedno funkcioniral in to večina plavalcev na takih stanjih odneha. Jaz sem šel v vodo, me je zebel, da sem se tresel zjutraj, pa sem spal, tako bil spočit, a me je zebel, ki sem podhlajen, temperatura je šla zelo dol. Ostati zdrav, to je prva stvar. Drugič, naj bo Michael Phelps, naj bo ne vem kakšen Tarzan, roke začnejo boleti. Če boš toliko plaval po 12 ur na dan, pa ne glede, da boš več odplaval kot jaz, ker boljši plavalci bojo več odplavali kot jaz. Sam vprašanje, koliko časa bojo več plavali kot jaz. Ne bojo toliko strašnimi premaki, jaz tudi nisem tako počasen, kot kakšni ljudje si mislijo. Jaz plavam precej hitro, ampak so še hitrejši. Sam vprašanje, koliko časa bojo hitrejše plavali od mene v takih ekstremnih pogojih, kakšnih sem jaz plaval, temperatura, ki so blizu nule, pa tam 10, 15, 20 stopinj, kar pomeni, ko sem plaval svetovni rekord na prekinjenem plavanju, je bilo 16,2. Sem plaval 84 ur, 4 dni pa 3 noči. Prvo noč preživiš, v drugi noči, ko greš skozi, če topla voda te začne zebst, ker si ne prespan. Čakaj, 16 km? 16,2 stopinje je imela voda. Voda, aha. In v taki vodi ostati zdrav je problem. Temperatura pada, dobiš, se reče, bronhitis in tako naprej, se pojavlja in bolečine v ramenih so strahotne. Jaz recimo imam tako moč, se reče, koncentracije, da praktično sam sebi hipnotiziram lahko. Jaz sem mogoče edini človek na svetu, ki lahko hipnotiziram sam sebe. In v bistvu takrat, ko jaz to delam, ob teh bolečinah, ki jih imam, ko bi rekel, zaspim, me vzame in po minuti dveh, ko se vrnem nazaj v pravo stanje, jaz ne čutim bolečin. Kdo na svetu pa to lahko naredi? Jaz lahko. Večina verjetno pa ne. Imam par teh stvari v sebi, ki jih drugi nimajo. Izjemno močno mentalno moč, strahotno globoko koncentracijo in pa vsak projekt, ki ga delam, je jasen začetka do konca. Nikoli ne grem na rizik. Vedno imam v 3 alinejah postavljeno. Uspeh tudi v ekstremno slabih pogojih.